Zdravo. Zdaj se še bomo pogledali same tehnike mobilnosti in aktivacije za zboljšanje gibanja v ramenu oziroma mobilnosti v ramenu. Najprej bomo začeli kar z stezanjem sprednje muskulature stegna, ki je zelo povezana s tem, kako stoji naša medenica. Najprej bomo raztegli kvadriceps, se pravi dolgoglav kvadricepsa rectus femoris, delno tudi tu raztegnemo iliopsoas. Zakaj to pomembno? Pomembno zato, da v bistvu ustvarjamo pogoje v svoji medenici, da ne prihaja do anteriornega tilta, ker če prihaja do tega, se v bistvu cela mehanika in statika in pa ramenskega obroča poruši. To pomembno, da najprej medenica v pravilnem položaju, da lahko potem tudi ramenski obroč nemoteno funkcionira. Zdaj te pazimo, da spet, da ni kompenzacije v trupu, se pravi prsni koš noter, dveni del hrbtenice dolg, izpred prsa poravnana, rahlo podbradek, aktivirana trebušna stena, hkrati pazimo tu, da prihaja do aktivacije gluteusa, ki dodatno pomaga stabilizirati medenico, kar pomeni, da res raztegnemo potem kvadriceps, da ne raztezamo trebušne stene, ker če gluteus ni aktiviran, pa trebušna stena, potem v bistvu raztezamo trebušno steno, ne pa rectus femorisa in iliopsoasa. To je zelo pomembno pri tej vaji in hkrati pač cela integracija trupa, da je sam trup čvrst, močen, hkrati pa v bistvu, da vršimo raztezanje preko kolčnega sklepa. To je prva vaja. Recimo, da smo zdaj to naredili, lahko bi še podali kako izolirana vaja za sam iliopsoas, če bi bilo potrebno. Potem, ko enkrat to naredimo, nam je važna gibljivost prsne hrbtenice in pa ramenskega obroča. Tako da bomo pokazali najprej vaja za gibljivost ramenskega obroča in ekstenzijo prsne hrbtenice. Nekako sem daš ponovce na mizo. Spet pazimo na samo integracijo celega prsnega koša, se pravi rebra zmaknemo znoter, dolg hrbet, napeta trebušna stena, drsimo nazaj iz kolkov in pa v bistvu ramena iztegujemo preko ramenskega obroča. Ne iz prsnega koša. Prsni koš mora biti integriran. Večina jih bo čutila razteg zelo v lateralni liniji, nekateri pa tudi pritisk na zadnji strani ramena. Zdaj, to je osnovna vaja, bolj napredna vaja pa je, da še dodamo palico, da v bistvu dodamo aktivno raztezanje, ki se dogaja v lateralni verigi, kar je posledica krčenja in raztezanja tricepsa. Hkrati pa tudi aktivno raztezanje latissimusa zaradi ekstenzije oziroma fleksije ramena. Naredi še 5 ponovitev. Tempo je umirjen, vedno rahlo zadržimo pozicijo, ko se spet vrne na začetni položaj, v umirjen tempo spet v končni položaj. Zdaj samo širino prijema, intenzivnost raztezanja povečujemo, z ožanjem prijema, intenzivnost raztezanja zmanjšujemo. Prav tako, ožje kot grejo komolci, bolje močno razteg, širše kot grejo komolci, manjši je razteg same lateralne strani. Zdaj smo naredili mobilizacijo prsne hrbtenice in ramenskega obroča v ekstenzijo oziroma fleksijo ramena. Zdaj pa še naredili ekstenzijo in rotacijo prsne hrbtenice. Tako se bližimo bok. Klient pa pozadimo na mizo, ga obrnemo na bok. Medenica mora biti napično, ramenski obroč mora biti napično, oziroma linijsko ramenski obroč in medenica mora biti napičnica. Pazimo, da je koleno na koleno in potem, ko enkrat to naredimo, zahtevamo, da spet aktivira trup, da se trebušno steno napne, da se prsa noter in da potem počasi prosimo, da komolec odpre navzven in počasi sledi s pogledom za komolcem, hkrati pa ne sme odvajati kolena od kolena in ne drseti z medenico nazaj. Če se dogaja, da drsi z medenico nazaj, da lahko tudi z prijemom samo fiksiramo, da ostaja medenica v napičnici. Zdaj, iz tega položaja lahko tudi spremljamo, kje imamo težave v ekstenziji prsne hrbtenice, pri katerih se dogaja, da je več omejitve malo v spodu, malo nižjem delu prsne hrbtenice, pri katerih se dogaja, da tudi prišlo. Glede na to se potem odločimo, če pomagamo z dodatno fiksacijo, malo v spodnjem delu. Spodnji del fiksiramo, pa se zgornji del malo mobilizira.
V bistvu zahtevam, da več giba naredi iz stranske muskulature kot komolca, da se še bolj spodnji del prstenega dela hrbtenice mobilizira. Ok? Ko smo enkrat to naredili, smo v osnovi pripravljeni za aktivacijske vaje, se pravi, aktivirajo posamezne mišične skupine, ki so načeloma krive za to, da se samo gibanje pri testu, pa tudi pri ostalih gibih ni izvajalo pravilno. Načeloma lahko dodamo še tudi kakšne druge teste, ne teste, ampak vaje mobilnosti, ampak za ta prikaz bo to dovolj. Luka, prosim, se obrneš na trebuh. Ok, najprej bomo aktivirali spodnje trapeze, kar smo pri njem že prej ugotovili, da je sama težava pri izvedbi testa. Se pravi, želimo čim bolj aktivirati ta del pod lopaticami. Se pravi, prosimo ga, da v bistvu roke dvigne od podlage in hkrati palce zarotiramo navzven, brez da lopatice grejo proti ušesom. Lopatice vedno morajo ostati na niže, stran od ušesa, oziroma se rahlo približati proti zadnjici, zato da res aktiviramo spodnji del trapeza. Se pravi, lopatice hočemo delamo spraviti v depresijo, hkrati pa zahtevam tudi zunanjo rotacijo, s tem, ko zahtevam, da obrne palce navzgor proti stropu, pa lahko spustiš. Počakam, da se do konca relaksira. Spet napneš mišice, zunanja rotacija z palci, premik lopatic in depresija lopatice. Pri tistih, ko imamo malo več težav s tem, načeloma izvajamo ponovitve tako, da v končni poziciji zadrži nekaj sekund, da res začuti samo pozicijo ramena in da se tudi živčni dotok nekaj časa zadržuje v te mišične skupine, ker kasneje tudi aktivacija zaradi tega boljša. In v bistvu bo najboljši nadzor na samo muskulaturo, če je dlje časa mišica napeta, kot pa če samo delamo hitre in kratke ponovitve. Ok, pa še naredimo dve ponovitvi. Pri tej izvedbi še ne kontroliramo dviga glave in tega, v bistvu samo smo se osredotočili na lopatice, napredna vaja pride potem kasneje. Ok? Za spodnji del trapeza, se pravi v bistvu dvig rok od podlage v A poziciji, zdaj šla malo bolj na stran, da bomo lahko nemoteno izvedla te pozicije. Če je bila prejšnja vaja malo bolj za spodnji del trapeza, je ta vaja malo bolj za srednji del trapeza. Se pravi, pri tej vaji isto zahtevam, da se palec obrne navzven in da se lopatica aktivno primakne k hrbtenici. Pri tem pazim, da se lopatica ne dviguje stran od hrbtenice, ampak da se samo v hrbtenici primakne zraven. Isto pazimo, da so komolci čim bolj stegnjeni in palec napično navzgor. Palec mora biti napično navzgor zaradi tega, ker s tem aktivno vključimo zunanje rotatorje v rameno, ki se zelo pomeni tudi pri sami elevaciji roke. Ok, pa še gremo malo bolj napred za vaja, v I pozicija. Tu pa že malo bolj pride do izraza sama moč v ramenskem obroču, pa tudi serratus anterior. In v bistvu to je najtežja pozicija za te vaje. In tu lahko v bistvu zelo veliko slabosti že hitro pazimo, če ima nekdo težave z samim ramenom. Lahko služi tudi kot test. Ok, pri Luki malo vidimo, da je težava, da ne more ramen do konca stegniti, kar je načeloma problem v tem, da spodnji srednji trapezi lopatice ne primakne dovolj navznoter in dol, hkrati pa serratus anterior ne doseže zadostne aktivacije, da se lopatica zapeljala ob prsnem košu naprej. Bomo zdaj vas malo pomagati za asistenco, da vidimo, če kaj boljše. Ok. Načeloma bo še Luka moral tukaj malo potrenirati. Zdaj pa smo naredili v bistvu na nek način bolj izolirane aktivacijske vaje. Zdaj bomo to probali povezati z samo kinetično verigo. Luka, odrežite malo bolj na sredino misle. Ok. Če hočemo bolj močno aktivacijo spodnjega dela trapeza in ne zelo močna aktivacija rektorja, v bistvu klienta, ko se pripravim do tega naredi nekoliko posteriorni tilt medenice, čisto rahlo, da se izravna medveni del.
in potem zahtevam, da zarotira palce navzven, primakne lopatice, naredi podbradek in se rahlo odlepi od podlage. Tu imamo kompletno aktivacijo celotne zadnje kinetične verige, ki v bistvu skrbi tudi za stabilnost ramenskega obroča. Se pravi, da v bistvu rame držimo nazaj in hkrati gledamo pomeralni sklet, da ni zarotiral naprej. Tako, ja. Res pomembno posteriorni tilt, globoka fleksija in pa zelo močni premik lopatic navznoter in rahlo navzdol in zunanja rotacija palca. Ok. Luka, lahko se obrneš v hrbet. Zdaj gledam tudi, da Luka prej tudi težave pri samem testu za tem, da sam trup ni bil stabilen, medtem ko je stoje izvajal gibalni test. Smo se odločili, da bomo tudi nekaj naredili za to, da aktiviramo trebušno steno. To bi lahko naredili že pred temi vajami. Ni pa nič narobe, če naredimo tudi kasneje. Važno je, da to naredimo preden gremo v neki bolj kompleksni gibalni vzorec, kjer smo izven podpore, kjer je telo v bistvu v prostoru gravitacije brez podpore, naprimer v tem primeru mize. Ok. Na to smo pregovorili o anteriornem tiltu medenice, bomo prvo vajo namenili temu, da v bistvu se nauči nadzirati anteriorni tilt medenice in hkrati, da aktivira celo trebušno steno v ta namen, da ko bo aktivno izvajal gib v stoječem položaju, da ima boljšo kontrolo nad to pozicijo. Ok, potem kar prosim, da spustiš eno nogo navzdol proti mizi, zadržiš, pa pokrčiš nazaj. Tu spet pazim, da so prsa lepo potisnjena navznoter, oziroma integrirana s celim trupom, da ledveni del se ne odvaja od mize, lahko za kakšen prst prostora, ampak ne sme pa se med samim gibom to povečevati ali zmanjševati, mora biti fiksiran. Pri nekaterih je lahko tudi ledveni del rahlo prilepljen na mizo. Še naredimo nekaj prometa. Ok, še ena. Tukaj tukaj dosti dobro gre, ok, odmor. Zdaj smo naredili bolj za spodnji del, zdaj če hočem še ramenski obroč integrirati s tem, bomo v tej načeloma zelo podobni vaji dodali še samo roke. Pravi, dodamo roke, pokrčimo kolena, najprej preverimo, če se prso noter, ledveni del, če je primerno odmaknjen od mize oziroma naslonjen na njo. In ko enkrat vidimo, da sta ramenski obroč in medenica integrirana preko trupa, dovolimo izvajanje gibanja diagonalno iz kolka in iz ramena. Tu predvsem krepimo kontralateralni vzorec, če še pa gremo po paraleli, pa v bistvu krepimo ipsilateralni vzorec stabilizacije trupa. Ok, to je bilo za integracijo prsnega koša oziroma celega trupa v povezavi z rameni in medenico. Zdaj bomo pa še naredili vajo, ki je v bistvu skupek vsega oziroma v bistvu vaja, ki zajame celoten spekter karakteristik, ki jih pač nekdo mora obvladovati, zato da lahko varno izvaja gibe nad glavo oziroma je osnova za to, da se gibi nad glavo izvaja varno. Ok, tu pa lahko vstaneš. Vzameš ročke, bomo v bistvu pokazali podobno vajo kot prej na mizi. V bistvu je vaja retrakcije lopatic v A poziciji z rahlim predklonom. Se pravi, preden začne izvajati vajo, pazim, da je hrbet dolg, rahlo podbradek, da se ustvari lepa tenzija čez celo hrbtno stran telesa. Potem pazim, da prsni koš integriran, se pravi, da ne stoji ven, trebušna muskulatura napeta. In ko enkrat to zadoščeno, pustimo klienta, da varno odpravi odmik oziroma premik lopatic z palci navzgor oziroma z ročkami usmerjenimi navzgor. Pri Luka še malenkost manjka prsni koš, se pravi, mora biti še rahlo bolj integriran v samo telo, v osnovi pa je gibanje dosti dobro izvedeno. Pri tem tudi pazimo, da klientov same lopatice ne silijo proti ušesu, ampak ostaja lepo integrirane na prsni del hrbtenice. Ok, pa kar spočiješ.
Zdaj pa bo A pozicija, potem še bom demonstrirali T pozicijo. Spet tako nastavim prsni koš, pazim na aktivacijo zadnjice, integracijo ramenskega in medeničnega obroča, ko je to zadoščeno, ko so lopatice lepo navzdol, lahko začnem z gibanjem. Če si predstavljam, zakaj ta vaja je boljša kot tista na mizi, oziroma napredna vaja, glede na tista je to, da v bistvu ste morali s celim telesom upirati že gravitacijo, nadzirati pozicijo celega telesa, hkrati pa aktivirati ramenski obroč, tako kot od njega želimo. Ok, lahko odložiš. Za 5 ponovitvi ste že malo na meji. Ok, pa še najtežja varianta, to je naredili brez ročk, je šla v Y pozicijo. Se pravi, isto predklon brez ročk, spet pozicijo nastavimo in gremo v A pozicijo, oziroma v Y pozicijo. Ok. Tu zdaj lepo opazim, da kaj spustimo. V bistvu lopatice ne pridejo navzdol in se zrotirajo naprej, da ne naredijo lateralne rotacije. Boljša, ko je bila lateralna rotacija, lažje bi dvignil roke. Ok. To je nekaj osnovnih vaj za samo aktivacijo, integracijo. Še bolj napredne vaje so potem lahko različne oblike potiskov, izpred prsi, nad glavo, tudi za vratom, za tiste, ki imajo dovolj moči in gibljivosti, pa tudi kakšne variacije na TRX-u. In potem načeloma smo pripravljeni za kakšne bolj resne obremenitve ramena. Ok, hvala tebe.